SpaceX ni več samo podjetje, ki izstreljuje rakete, satelite ali sanje Elona Muska o Marsu. Zdaj je eno najbolj vročih imen na Wall Streetu. SpaceX je v začetku tega meseca pravkar dosegel rekorden borzni debi in že zbral več kot 85 milijard dolarjev. To ga uvršča med največje zgodbe o IPO-jih v zgodovini in takoj postavlja SpaceX ob bok nekaterim najvrednejšim tehnološkim velikanom na svetu. Toda zakaj so vlagatelji pravzaprav tako navdušeni? No, tu ne gre samo za rakete. Pravzaprav gre za satelite. Starlink, to je tisto, kar bonitetne agencije dejansko vidijo kot glavni vir denarnega toka. Starlink naj bi imel na začetku tega meseca, v začetku junija, 12 milijonov uporabnikov. In to je konkreten dejavnik, na katerega se lahko bonitetne agencije dejansko oprimejo, da že zdaj vidijo zgodnje zanimanje. Že zdaj Wall Street daje svoje soglasje. Na nekaj dni po javni ponudbi delnic je SpaceX prejel bonitetne ocene investicijskega razreda od Moody's, Fitch in S&P Global. To je res velik dosežek. To lahko zniža stroške zadolževanja, saj podjetje financira svojo naslednjo širitev, od vesoljskih ladij do infrastrukture umetne inteligence. A ni vse tako rožnato? To je že zdaj zelo drago in prinaša velike tveganja. Delnice so močno padle z rekordne vrednosti in zaključile pri približno $185, potem ko so dosegle vrh pri $225. Glavna tveganja trenutno. SpaceX veliko troši. Bonitetne agencije opozarjajo na velike kapitalske zahteve in negativni prosti denarni tok. In dejstvo, da se pravzaprav celotna prihodnost podjetja vrti okoli Elona Muska samega. Torej, vlagatelji ne kupujejo le podjetja, ampak vlagajo tudi v njegovo vizijo. Na splošno gledano gre tukaj za več kot samo javno ponudbo delnic. SpaceX poskuša ugotoviti, ali je kapitalski trg pripravljen financirati naslednjo dobo vesoljskih pustolovščin in ali je vesolje lahko velik posel tukaj na Zemlji.